Ob koncu leta 2023 je Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije po skoraj 2 desetletjih končno zvišal cenovne standarde za slušne aparate, kar je bistveno izboljšalo dostop do kakovostnejših pripomočkov za gluhe in naglušne. Po novih standardih so odrasli upravičeni do povračila v višini 450 evrov za slušni aparat, otroci in mladostniki do 20. leta starosti pa do 850 evrov na aparat. Jaz mislim, da se sigurno kvaliteta dobave slušnih aparatov in kvaliteta samih slušnih aparatov s tem dvignila. Jaz mislim, da je zadovoljstvo in kvaliteta oskrbe višja. Jaz mislim, da pa je to seveda živ proces, ki ga je treba nagovarjati redno, ker pač enostavno tehnologija se razvija, ljudje se staramo, ljudje prej dobimo slušne aparate. Kljub pomembnemu koraku naprej, uporabniki in stroka opozarjajo, da spremembe niso zadostne. ZZZS namreč ni upošteval pobude za skrajšanje trajnostne dobe slušnih aparatov, ki ostaja 6 let. Prav zato je ZDGNS organizirala posvet z dobavitelji in uporabniki, na katerem so skupaj iskali rešitve in oblikovali predloge za nadaljnje izboljšave. Problematika je v trajnostni dobi uporabe slušnih aparatov. Mi si želimo, da bi bila ta krajša, enako kot je bila pred letom 2008. Vemo, da smo imeli v 2008 časovno dobo obnove 5 let, potem je to šlo med krizo na 6 let. Cilj je, da se zdaj to vrne in se da na 4 leta, predvsem zaradi vseh mladih ljudi, ki je vedno več naglušnih, ki bo vedno več potrebe po enih slušnih aparatih, da te slušni aparati so tehnično podpirajo vse uporabniške potrebe, ki jih nekdo rabi med šolanjem in potem tudi seveda v času dela. Argumenti za to so predvsem praktični. Težko je dobavljati rezervne dele po toliko letih, tehnološki napredek gre naprej in zato uporabnik bi lahko bil deležen boljše rešitve, če bi se sam pripomoček lahko prej zamenjal. V zadnjih letih se je opazil porast uporabnikov slušnih aparatov, ki zberejo polnilne slušne aparate. In vsi ti slušni aparati imajo vgrajen akumulator, ki ga ni mogoče zamenjati, niti ga ni potrebno, vendar z leti peša njegova kapaciteta in zato je trajnostna doba, kot je sedaj 6 let, pravzaprav predolga. Po besedah Draga Perkiča, vodje oddelka za medicinske pripomočke na ZZZS, pri določanju trajnostne dobe praviloma izhajajo iz smernic proizvajalcev. Če ti določajo življenjsko dobo slušnega aparata na 5 let, je po njegovem mnenju smiselno razmisliti o skrajšanju sedanje 6-letne dobe. Drugi problem pa je, da bi morali zagotoviti slušne aparate glede na izgubo sluha, kar pomeni tudi za višjo izgubo sluha potrebno tudi za zdravstvena zavarovalnica, da pokrije višji strošek. Velika razlika je, ali ima nekdo zelo močno izgubo sluha, pa dela v šolstvu, kjer je sluh ključnega pomena, dober sluh ključnega pomena, ali pa v kakšni drugi industriji, kjer seveda sluh ne pride toliko do izraza. Tako da prvo je individualna obravnava, da bi imeli ljudje iz različnih sektorjev, iz različnih enih življenjskih okolij različne prispevke. Že kar nekaj časa opozarjamo zdravstveno blagajno, da tudi tisti, ki imajo težjo izgubo sluha, da jim odobrijo funkcionalen slušni aparat, ker zdaj smo vsi v istem košu, vsi smo obravnavani v tisti cenovni standard 450 evrov, ampak to ni pošteno. To je v bistvu navadna diskriminacija tistih uporabnikov, ki imajo zelo visoko izgubo sluha in za opravljanje svojih dejavnosti pač nujno potrebujejo nadstandardni slušni aparat. Za kakšne delavce, ki so v prosveti, za njih bi bilo zelo v redu, za otroke, za ljudi, ki imajo velike izgube sluha, to je zelo pomembno, da imajo tudi nek prispevek dodaten za strani zavarovalnice. Recimo učiteljica, in tak primer imamo tudi v našem društvu, učiteljica potrebuje nadstandardni slušni aparat in v členih piše, da je pripada po kriterijih zdravstvene blagajne nadstandardni slušni aparat, ampak danes smo ugotovili, da
sploh ne obstaja šifrant in tega v praksi sploh ni mogoče izvesti. Drago Perkič poudarja, da imajo v nekaterih državah, naprimer v Avstriji, za te primere vzpostavljen dvojni sistem. Osnovni cenovni standard krije zdravstveno zavarovanje, višjo kakovost pa socialna rehabilitacija. Takšnega sistema v Sloveniji nimamo, kar po njegovih besedah pomeni, da celotno breme ne more pasti izključno na zdravstveno zavarovanje. Slušni aparat je namreč pripomoček, pri katerem se prepletata medicinska in socialna rehabilitacija, pri čemer, po njegovem mnenju, prevladuje socialna komponenta. Mislim, da je bil posvet zelo konstruktiven, da smo nagovorili teme, ki so pomembne za naglušne in njihovo življenje, njihovo normalno vsakodnevno bivanje in vse te odločitve, ki se sprejemajo na nivoju države, na nivoju zavarovalnice, vplivajo na življenje ljudi, ki uporabljajo slušne aparate. Smo socialna država, naj bi bilo čim bolj kvalitetno, koliko je možno. Zveza društev gluhih in naglušnih je tukaj na mestu, da enostavno sproža vse te iniciative. ZDGNS je po razpravi oblikovala več ključnih predlogov. Na ZZZS so naslovili pobudo za skrajšanje trajnostne dobe s sedanjih 6 na 4 leta. Hkrati predlagajo uvedbo bolj pravične, diferencirane lestvice cenovnih standardov. Za osebe z izgubo sluha do 80% po Fowlerjevi lestvici bi cenovni standard znašal 900 evrov. Za izgubo do 95% izgube sluha bi se zvišal na 1350 evrov. Za osebe z najtežjo obliko gluhote pa bi znašal 1800 evrov na slušni aparat. Zveza je obenem opozorila tudi na neizvajanje pravice do funkcionalno ustreznega slušnega aparata, kot to določa 113. člen pravilnika ZZZS, kar pomeni, da številni uporabniki še vedno ne dobijo pripomočka, ki bi ustrezal njihovim dejanskim potrebam.